Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjene dame, cenjeni gospodje, dobrodošli in lepo pozdravljeni. Veseli nas, da ste se tukaj v knjižnici Otona Župančiča zbrali v tako velikem številu, kljub slabšemu vremenu, ki smo mu danes priča, in slabo vreme tako ali drugače vpliva tudi na dejavnosti oziroma aktivnosti našega današnjega gosta. Posebne zgodbe so pogovori z ljudmi, ki svojim življenjem rušijo stereotipe, navdihujejo in seveda učijo tudi strpnosti. Gospod Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite, pomoč ljudem vidi kot svoje življenjsko poslanstvo. V času, ko nam naravne katastrofe niso prizanašale, je svoje umirjenosti in izkušnjami znal seveda ljudi povezati, spodbuditi k medsebojni pomoči in jih tudi voditi do končnega uspeha. Gospod Šestan, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Veseli smo, da ste si vzeli čas in štejemo si torej v čast, da ste danes z nami. No, jaz si rad vzamem čas. Najprej vsem skupaj lep dober večer. Hvala za vaš odziv. Jaz rad pridem na take dogodke, ker tudi na koncu poslanstvo našega sistema je ozaveščanje ljudi in tudi to je eno od takih dogodkov. Jaz verjamem, da boste kaj koristnega nesli domov, tudi če so stvari, ki jih več ali manj poznate vsi ali pa poznamo, ampak nič ne bo škodovalo. Jaz bom se potrudil, da bom korekten in bom rekel odgovoril na vsa tista vprašanja, tudi če bo kakšna škakljiva, ni nobene težave. Tako da jaz imam za seboj tudi mojo ženo, mojo podporo, tako da bo tudi ona recenzent na koncu, ko se bova vozila v avto domov, jih bom slišal ali pa bom pohvaljen, ampak to je pač en del življenja in jaz mislim, da je tudi tukaj. Tako. In bova videla, kako stroga bo vaša draga dama danes na poti domov, odvisno od tega, koliko boste seveda o njej tudi razkrili. Ampak do nje seveda še pridemo. Začela pa bova v bistvu z zanimivim podatkom oziroma informacijo, ki sem jo zasledil v dneh, ko sem se pripravljal na tale pogovor danes. In vam moram iskreno na začetku se opravičiti kot nekdanji novinar, kajti tudi sam sem prispeval torej k temu, da se je v javnosti prijelo vaše ime Srečko, čeprav bi raje videli, da ste Srečo. No, Srečo sem bil, bom rekel, dokler nisem prišel v gimnazijo ali pa iz gimnazije ven, Postojno, seveda tam so brali uradno sem Srečko in ni mi bilo v začetku všeč, ker sem doma bil zmeraj Srečo. In tudi zdaj me domači bolj kličejo Srečo, kakor Srečko, mislim domači v vasi in tako da. Ampak nič ne narobe, jaz sem pač uradno Srečko in tudi če mi kdo reče Srečko, jaz nisem rekel nič kaj drugačne volje. Tako da je pa res, da ta Srečko bi pomenilo neko srečo, ne vem kaj, jaz pa razen familije ne vem, če imam še kakšno drugo srečo, ker sem veliko imel takih, stvari v življenju kar težkih, no in tudi še jih imam, ampak dajemo tu vsi skupaj, cela familija, ki me podpira skozi, tako da se tudi tisto moje breme malo prenese tudi na ostale in jaz mislim, da je to ključ do uspeha, bom tako rekel. Tako, družina, ki nam stoji ob strani, je seveda vse. Kljub temu, da danes niste v svoji domači vasi, se bomo tukaj v knjižnici potrudili maksimalno, da se boste med nami počutili seveda domače. Najprej se bomo dotaknili seveda vašega dela, nato pa bomo nadaljevali tudi z vašim malce bolj osebnim življenjem. Pogovor bo trajal približno 1,5 ure, od tega bo 70 minut približno najnega dela, potem pa bova seveda prepustila še vprašanja vam, spoštovane obiskovalke, obiskovalci, tako da bomo seveda veseli, če jih boste seveda tudi v nadaljevanju zastavili. Torej, letos mineva že 28. leto vašega delovanja na področju civilne zaščite in reševanja, od tega pa ste že 11, oziroma letos bo minilo 12 let, kar delujete tudi kot poveljnik državne civilne zaščite. Bi danes, torej, če bi zavrteli čas nazaj, še enkrat sprejeli ponudbo ali bi recimo poskušali svojega mlajšega jaza prepričati, da to vendarle ne stori, morda tudi z tem namenom, da bi prišel do tistega, kar verjamem, da na takšni poziciji kronično primanjkuje, recimo spanca. No, jaz mislim, da ne bi imel dvomov reči ja, ne, neko kum je davno to, jaz tu delam z veseljem, čeprav je velikokrat težko, seveda težko,
ampak še enkrat, s podporo, ki jo imam, je to bistveno lažje. Spanc, ne vem, mi v naši družini neobičajno nismo neki zaspanci, se najde kakšna ura še kje. Se tudi v takih dogodkih, da ne boste mislili, da sem 24 ur, pa 10 dni po konci, seveda ne more človek biti. Ampak se zaspi tam par ur in potem pa, ne vem, ko je čas, pa kakšno uro več. Ampak tudi, ko smo doma, recimo, z ženo, bilo soboto zjutraj ali pa nedeljo zjutraj, ne moremo spati do 8. Ni teorije, ker vsak dan stajamo od 10 do 5, tako da je kar. In tu je pač pride nek ritem, ki morda pa tudi tu, da ne zarabim toliko spanca, no, bi me ne ovira tu pri delu. Tako da jaz verjamem, da bi šlo tudi v bodoče bolj tako, še nekaj časa sigurno. Koliko časa v povprečju spite, če ni skrivnost? In ali zlahka zatisnete oči, ali ste ves čas nekako na preži, glede na to, da veste, da vam telefon lahko zazvoni vsak hip? Ma ne, nisem na preži, da bom čakal telefon, tudi dejstvo, imam ga pa seveda zraven, pravijo, da ni zdravo, ampak tako je. Nisem na preži, seveda pa zaspim, pa tukaj nimam težav. Zvečer, če je morda kaj malega preberem, ampak je problem, se veste, očala in svetloba in vse skupaj, ampak zaspim zelo hitro, se pa seveda zbudim, ampak hvala Bogu, več tistih prebujenj je spet hitro spanje. Včasih se pa zgodi, seveda, da ne moreš. Jaz veliko po noči, ko ne morem zaspati ali pa ne morem zaradi tega, ker razmišljam, ne vem zdaj, kaj je prej, imam zelo različne misli. Jaz se v svojih mislih pripravljam na dogodke, ki bi me lahko doleteli. Recimo, če da samo ponazorim enega. Zdaj, nekaj mesecev nazaj se spomnim, je nekje v Mehiki, ali nekje se boste vi spomnili, bolj kot jaz, en otrok padel v en jašek. No. Jaz sem razmišljal morda 3 ali pa 4 ure po noči, ali pa tudi 2 noči. Kaj bi mi naredili v tem primeru? Ne, da bom šel jaz v Mehiko, ampak kaj bi pa mi naredili pri nas, če se to zgodilo? Kako bi tega otroka probali spraviti ven? In tu je izziv, pa take v jamah, se spomnite, ki so bili eni v šolarji, v eni jami, tam tudi nekje v Južni Ameriki. Razumete? Tu, mislim, jaz sem tak tip. Tisti nogometaši. No, tisti, ja, no. Tisti nogometaši, nogometni klub Mladinčki ali otroci. No. Tu so taki, bom rekel, izzivi, ki meni ne dajo mira, morda še komu. Nisem jaz edini, verjetno, ampak in na tisto, recimo, dogodek, bom povedal, na ta dogodek teh nogometašev sem jaz poklical vodjo jamarske reševalne službe na kavo, sva šla na kavo in smo se 1 uro ali pa še več pogovarjali, kako, kaj bi mi naredili. In potem smo celo ti, niso nas kopirali, se nas niso slišali, ampak ko so oni naredili tisti cevovodke noter z zrakom in ne vem vse kaj, tu je on, odnosno sva mi dal skozi devatko prišla pri kafetu, tam na kolega tle iz Morsa bo vedel v podmornici. Tako da mi rečemo podmornici, bife je tam. No? Resnično, in tu je, jaz mislim, da je tu zelo dobro. Vse jaz ne verjamem, da tako se pri nas skoraj ne more zgoditi. Ampak no, zdaj smo imeli križno jamo, ni bilo tako, niti približno, ampak Zanimivo, se pravi, ne zgolj, da vas nekako spremljajo oziroma lahko rečemo morda tudi obremenjujejo, se pravi nesreče, ki se zgodijo znotraj domačih meja, spremljate torej dogajanje tudi po svetu in tudi zaradi svoje strokovnosti in pripadnosti verjamem, da vas potem take stvari vam ukradejo še kakšno uro spanca. Ja, ampak jaz mislim, da nič ne narobe, če ukradejo, ker lahko včasih hrabi. To so primeri dobre prakse, recimo, in jaz verjamem, da nam nekaj prinesejo lahko. In zato tudi potem. Ampak je pa narodno včasih, no, ko sem razmišljal o tem otroku, sem imel rekel, malo tako. Ni tu, rekel, tako kar enostavno, no, vsaj meni ni. Če potegneva črto, gospod Šestan, lahko rečeva, da vam ta leta delovanja zagotovo niso prizanašala, namreč morali ste se spopasti z najrazličnejšimi civilno-družbenimi akcijami in če jih naštejemo zgolj nekaj, pred desetletjem hud žledolom, leta 2015-2016 so potekale migracije, leto kasneje potem nesreča v tovarni Kemis, na to pa vemo, zadnja leta so zaznamovali seveda epidemija koronavirusa, predlanski največji požar v samostojni Sloveniji in lani še najobsežnejše poplave. K temu se seveda še vrnemo, še pred tem pa k prvi odmevnejši akciji letošnjega leta,
ki ste jo omenili tudi že sami. Namreč šlo je za 3-dnevno reševanje 5-članske ekipe ujetih iz Križne jame. Ste si morda tisto soboto, ko ste torej dobili klic, mislili, kaj mi je tega treba, pa mi je šel že prvi vikend? Mi imamo to strukturo civilne zaščite in vseh struktur, ki sodelujejo v civilni zaščiti, dobro organizirano na vseh 3 nivojih, pomeni občinski, regijski in državni. In seveda, mene so obvestili, jaz sem bil v stalnem kontaktu z njimi, ampak ni bilo nobene nuje, da bi jaz letel kje, ker v bistvu jaz ne bom šel v jamo, to je prva stvar, ker nisem jamar, druga pa stvar, pa so to mi imeli organizirano delo, po moji oceni vrhunsko, ker ta jamarska reševalna služba, morate vedeti, da je tu certificirana enota strani Evropske unije. Edina jamarska reševalna služba v Evropi, ki lahko nastopa v vseh državah Evrope. In to so fantje in dekleta, ki so res strokovnjaki, bom rekel, zaljubljeni v to in obvladajo te stvari. In jaz jim zaupam 100%. Seveda pa še ostali, ki so pa logistika, podpora, ker treba tam njim pomagati zunaj, seveda ne noter, zunaj, hrana, pijača, ogrevanje, vse te stvari. In tu je teklo in jaz sem potem seveda včasih sem šel kje pogledati, to je ponedeljek, dopoldne, tako da sem tudi se jim zahvalil, tako rekel, ko sem bil popoldne, jaz sem mogel nazaj v Ljubljano zaradi obveznosti, so pa prišli iz jama ven, ko sem se jaz peljal v Ljubljano. Tako da je bilo pa vse pod kontrolo, ni bilo klasično reševanje, pač so bili ujeti zaradi nesrečnih okoliščin in so, bi rekel, izpeljali to praktično v nulo. Tako da ni bilo nič. Potem sem videl še, da so ti ljudje niso bili niti nezadovoljni, kar je zelo zanimivo, ampak pač se pravi, zgodi se. Čeprav jaz verjamem, da je vodnik vse preveril, ampak kot so razlagali strokovnjaki iz, bom rekel, področja krasoslovja, tukaj so dva vstopa vode v jamo, eden je nekje iz slovenske strani, drugi je iz Gorskega Kotarja, iz hrvaške strani, in ta jih je malo zavedeno. Odnosno tega niso predvideli tako, kot je bil tudi pri nas doma. Mi smo nekako tudi z Gorskim Kotarjem povezani, v Ilirski Bistrici povezani. In smo imeli ogromno dežja. Reka ni bila že 40 let toliko zunaj, kot je bila zdaj. Seveda reka ne naredi neke strašne škode, ampak podobno je izgledalo tam tudi na tistem področju in potem je ta pritok bil toliko velik, da enostavno se ni umaknil, ker ko se pride pritok iz tega slovenskega konca, razlaga, da je bistveno manjši in se uro, dve počakajo, se voda spusti in potem je lahko ščovni spet čez. Tako da mi smo seveda, ko smo prvič debatirali tam prej, ko je prišel ta doktor iz krasoslovc, smo celo obsojali tega vodiča, mislim tako med nami, v pogovoru, ampak potem, ko on povedal ta dejstva, seveda ga ne moreš več obsojati. Čeprav, še zmeraj lahko rečeš, je treba tudi tu predvideti, ampak vse nismo Nostradamusi, tako da verjamem, da se kaj takega lahko zgodi in verjetno se bo še kdaj kaj zgodilo. Morda ne tukaj tako, ampak kaj takega, ki ne moreš predvideti. V to, da gre pri naših jamarskih reševalcih res za velike strokovnjake, oziroma tako kot ste rekli, so med najboljšimi v Evropi, smo se lahko prepričali tudi lani o reševanju, se pravi jamarke med raziskovanjem jame in mislim, da tisto takrat trajalo 5 dni, če se ne motim. Ja, na tom mestu seveda za čisto drugo situacijo. Bilo je pa tudi v občini Cerknica malo na drugo stran jezera. Tam je bila punca poškodovana, hudo poškodovana. Trajalo dolgo tudi zato, ker je bilo treba širiti ožine, ker z nosili, bom rekel, ven ni tako kot je brez nosil, ker nosila so, vemo, koliko zajamejo. Plus tega je imela poškodovano glavo in smo celo iz Italije prinesli posebno čelado, ki omogoča, bom rekel, da se jo lahko transportira s tako poškodbo glave. No, to čelado zdaj tudi sami jamari delajo, tukaj tudi pri nas in ravno tle smo se pogovarjali tudi na tej, da bomo tudi kot ministrstvo to finančno podprli, to, bom rekel, izdelavo te prototipa, te čelade. Tako da je ta akcija trajala zelo dolgo, ampak je bila uspešna. Punca vozi avto,
Punca je sicer, tako sem dobil informacijo, bom rekel zdaj, punca je bila v zelo slabem stanju in v Soči je že obupala nad svojim napredovanjem. Ko so jo jamarji, tu tolmačijo, ko so jo jamarji obiskali tam v Soči, so jo prinesli, bom rekel, nekaj slik in ko je ona to videla, je rekla, če se je toliko ljudi trudilo, matralo zame, moram pa tudi jaz nekaj narediti. In da je čisto spremenila, bom rekel, svoje psihično vedenje, obnašanje in zdaj je prišla pred novim letom na zbor jamarskih reševalcev z avtomobila. Wow. Najlepša hvala, da ste delili to navdihujočo zgodbo. V bistvu jaz kot novinar sem izgubil stike po tem samem reševanju pred kliničnim centrom, kjer smo potem seveda spremljali nekaj časa, ampak potem vemo, da je pač počasi okrepala, ampak nekako smo izgubili informacije, kaj in kako je z njo danes. Ampak lepo, v bistvu res lepo videti, ko lahko, se pravi, tudi sama ekipa z fotografijami, videi in z vsem poskrbi za to, da potem se je pobrala in da se je zdaj, kot ste rekli, pripeljala z avtomobilom. Tako je bilo rečeno, jaz verjamem. 20. leto usklajujete 70.000 članski strukturi, ki hiti torej na pomoč ljudem ob naravnih in tudi drugih nesrečah. Gre se pravi za številko, ki je nepredstavljiva. Kako ste se z njo spopadli oziroma kako se z njo spopadate še danes? No, številka je res visoka, ampak moramo vedeti, da še nikoli nismo imeli tega števila ljudi naenkrat aktiviranih. Številka je zdaj strašno visoka v teh poplavah. Poročilo je sicer pripravljeno, ni pa še, bom rekel, ven v javnosti in ko bomo naredili še analizo. V poročilu mislim, da je podatek nekje okrog 85.000, ampak govorim o reševalec dan. To je pomeni tudi, če je Srečko bil tam trikrat, je trikrat evidentiran, ker je 3 dni tam pomagal, ne da je bilo so bili 3 Srečkovi, to je razlika. In mi imamo vedno, bom rekel, še zmeraj v rezervi ali pa grdo, bom rekel, na lagerju veliko ljudi. Predvsem seveda gasilcev, ker gasilcev imamo največ, to je naša največja sila. Gasilcev operativnih je tam okrog, to se seveda spreminja, ker je vezano na zdravniške preglede in na vse drugo, tam okrog 45.000, še samo gasilcev prostovoljnih. Pa so imamo še nekaj poklicnih struktur, ki jih je malo, pa seveda dolžnostnikov, tu je še po zakonu o varstvu pred nesrečami in prej so bili še po zakonu o obrambi tisti, ki so bili oporečniki, pred leti seveda tega ni več, ampak po zakonu še zmeraj imamo in mi imamo dolžnostne sestave civilne zaščite, v katerih je tam okrog 11.000 ljudi še zmeraj evidentiranih. Seveda je to, jaz rečem zmeraj, malo se posujemo s pepelom na papirju, ampak resnici in ljubav je. Seveda tukaj v teh 70.000 še nikoli nismo navedli noter prostovoljcev Rdečega križa. Ne vem, nikoli še številke niso dali, že parkrat sem jih opomnil, da ne dajo eno številko, da se lahko pohvalimo s tem, koliko je dni, ker oni so tudi v vsaki večji odmevni akciji, pa tudi ne samo Rdeči križ, tudi Karitas, akciji so prisotni. In nikoli, zdaj smo pri poplavah, imamo številko, ampak pri drugih stvareh nimamo te številke in jaz pravim, zakaj se ne bi pohvalili še s tem, da izpostavimo te ljudi in te organizacije, ki participirajo mnogo in velikokrat. In tudi tukaj pri poplavah, če dam samem primer, pri psihosocialni pomoči je Rdeči križ naredil ogromno in še zdaj sodelujejo. Hodijo njihovi bolničari, ki so delno, bom rekel, usposobljeni za ta namen, po hišah, obiskujejo ljudi in če vidijo, da je kdo tak ali pa izrazi željo, da bi bil psihosocialno obravnavan na nekem višjem nivoju, ko lepo napoti ali pa, bom rekel, mu pripeljejo domov psihologa ali pa, ko je potrebno. Tako da tukaj je, sprem, teh 70.000 je res ena impozantna številka za našo, bom rekel, domovino, ampak moram vedeti, tu so operativni reševalci. Ker mi imamo samo pripadnikov, recimo gasilske organizacije, 170.000, ampak, kot sem prej rekel, okrog 45 je pa operativni. Enako je v drugih strukturah. Tukaj imamo seveda strukture potem po gasilcih, ki so bistveno manjše, ampak nič manj pomembne. Poglejte, gorski reševalci, jamarski reševalci, kinologi, taborniki, skauti, radioamateri, ne vem še kaj. Tu je vse v sistemu. Mi kot država sofinanciramo
mislim, da je zdaj okrog 80 ali še nekaj več pogodb o sofinanciranju teh organizacij, ne posameznikov. S tem, da je vsak ima pogodbo, dogovor, kaj bo s tistim denarjem kupil, kaj bo naredil, katere aktivnosti bo izpeljal, poročila mora pripravljati in tu teče že 30 let. In tu jaz trdim, da je to eden najboljših sistemov v Evropi, ne v Evropi, verjetno na svetu in tudi za državo najcenejši. No in mi se moramo zavedati vsi skupaj, jaz upam, da se vsi zavedamo ali pa zavedajo, predvsem tisti, ki vodijo to državo, da je tu kapital, ki ga ne smemo izgubiti. Ki če ga bomo izgubili, potem, ampak jaz mislim, da bodo stvari še zmeraj v pravo smer in da bo to ostalo in ne samo ostalo, celo nadgrajuje se. Če gledam samo pri gasilcih, vsako leto imajo več članov. Zrasla je organizacija iz 120, ko se jaz spomnim, ali nekaj let nazaj, na 170. Dobro, pri drugih je malo drugače, mora se razumeti, ker so manjše, pa bolj zahtevne. Gorski reševalc, da postane gorski reševalc, rabi 10 let. Pri gasilcu gre to malo hitrejše. Gasilec naredi tisto usposabljanje za operativnega gasilca, ki zdaj traja recimo 9 vikendov. 9 vikendov, paste. Tu ni hec, tu se ljudje odločijo in gredo 9 vikendov podarijo zato, da se sposobijo, da lahko pomagajo. Tako da to je resnično ena taka. In imam eno anekdoto iz 10 let nazaj, pa malo manj, ko smo pripravljali, pa sem pripravljal nacionalni program varstva pred nesrečami, ki je dokument, ki ga sprejme parlament, in je prišel ta program seveda v to proceduro vladno in so me klicali iz službe vlade za zakonodajo, da to pa ne gre. Kaj pa ne gre? Ja, steber nacionalne varnosti, kot je varstvo pred nesrečami, pa sem jaz napisal, da temelji na prostovoljstvu. Tudi pa ne more biti. No, sem rekel, prav. Vzamem jaz eno prosojnico, imam danes tudi na fakulteti na socialno delo pokazal. Sem vzel tisto prosojnico, ker tudi predavam in sem nesel kaj na službo vlade za zakonodajo, tam je bil zelo pameten možakar, doktor prava, sem mu to prosojnico pokazal, samo 3 besede sem mu razložil. Je rekel, bom jaz napisal tako obrazložitev, da ne bo noben več nikoli vprašal, zakaj temelji na prostovoljstvu. No, in še danes to drži. In ne more biti, ker imamo 5, nisem nikoli štel, če bi šel detaljno štel, pa če bi imeli noter še vse Rdeč križ, pa še vse tiste, ki občasno nam v sistemu pomagajo, potem bi bil 99% prostovoljcev. No, morda sem preteral za 1%. Razumete? To so res take številke, da bom rekel, da ti se zamisliti. Ampak pozitivno, da se zamisliti. Slovenci se mi zdi, da smo res taki, da radi priskočimo na pomoč in tudi jaz prihajam z ene majhne vasi poleg madžarske meje in vem, da koliko je gasilstvo recimo prisotno v okoliških krajih, pa tudi seveda drugje. In nekaj najlepšega je videti, kako potem tudi priskočijo na pomoč, ne glede na to, da se dogodek morda zgodi na drugi strani, se pravi države. In tako smo lahko spremljali seveda tudi množično številna gasilna vozila, pa tudi seveda ostale intervencijske ekipe predlani na poti na Kras. Tudi sam sem imel priložnost spremljati same razsežnosti, se pravi divjanja tega požarja v živo kot novinar. In v bistvu nekajkrat sem se srečal, oziroma sem bil tudi v vaši družbi, pa moram povedati, da ste vedno delovali umirjeno, preudarno, v bistvu tako trezno in vas, mislim, vsaj tam, ko smo bili zraven, nismo dobili občutka, da bi vas karkoli iztirilo. Kako ohranjate v sebi to mirnost, sploh ko vidite, recimo jaz se spomnim na začetku, ko je bilo bistvenih manjših razsežnosti, potem čez 2 dni, ko sem se vrnil, je to že tako divjalo, da smo imeli občutek, oziroma sodelavcem sva se pogovarjala, da sva kot v znanstveno-fantastičnem filmu o, se pravi, apokaliptični, ker je vse bilo tako oranžno okrog, kot tale pobesneli Max. Pa potem v bistvu čez en teden oziroma nekaj dni pa praktično se je že to razširilo, da ko je helikopter priletel, je tisto vodo, ki jo je spustil, bil pravzaprav kot pljunek v morje, a ne? Ja, res je, ampak jaz bom rekel, mirnost zgleda, morda zgleda, seveda jaz noter nisem tako miren, ampak skušam biti, mene najbolj, bom rekel,
iritira ali pa bom rekel razburi, da stvari, ki se jih dogovorimo, recimo ne naredimo. Ali pa ne naredijo. To je tista stvar, ki mene, mislim, da pri takih stvareh ne sodi zraven. Žal se to dogaja, pa moram reči, da najmanj v naših strukturah, da bom rekel, kje. Jaz tem strukturam, predvsem tudi požarih naravi, jaz sem bil zraven pri veliko požarih naravi. Prvi niste ga omenil, recimo, je bil 2012, ko sem postal poveljnik, je bila Sveta Gora, požar, velik požar, tudi v naravi, pa 2012 je bil tudi Drava, ki so nam zakuhali Avstrijci. Ampak to ni bila tako huda stvar. Ampak, tem reči tukaj, ti ljudje, ti gasilci, ki so predvsem tisti, ki vodijo te velike požare, to so usposobljeni ljudje, posebej imamo usposabljene za te stvari, imamo time, ki to, bom rekel, so usposobljeni in ki to vodijo in jaz jim zaupam. Seveda lahko tudi oni naredijo napako, logično ali pa, ne vem, bom rekel, kaj spregledajo. Ampak ta požar, jaz sem ga spremljal skoraj od prvega dneva, ne spremljal, tam sem skoraj bil vsak dan, ker sem želel pomagati in sem tudi pomagal, sem prepričan, da sem pomagal. Lahko bi tudi še kaj drugega. Morda bom tudi naslednjič prevzel vodenje. Jaz sem gasilec že 50 plus let in nimam s tem težav, tudi bom rekel, seveda tam je treba gledati tudi stvari malo širše, kot je samo gašenje, govori kot vodja intervencije. Gašenje je ena specifika, vse drugo, ki to spremlja, je pa potem seveda skozi analizo smo videli, da je bilo kar nekaj takih stvari, ki bi lahko boljše naredili. Super smo naredili. Moramo vedeti, da niti ena hiša razen tiste lovske koče ni pogorela, ne pogorela, niti ogorela ni. Mi smo ene domače živali, verjetno kakšna divja morda je nastradala, ampak domača nobena. Noben človek ni bil niti malo, niti poškodovan. Nekih par se jih je nadihalo zraka, ampak predvsem gasilci, ne domačini. Moramo tudi vedeti, da so tudi ljudje odlično reagirali, odlično upoštevali vse, kar smo tam izvajali. Evakuacijo smo 3-krat izvajali, ni bilo ene najmanjše težave. Razen en kmet, ki je prosil, da bi ga pustili tam, ker je imel ne vem koliko glav živine in se veste, kako je za živino seliti, ki je na paši, zunaj je težava, ni to enostavno. Pa smo seveda naredili pa druge ukrepe. Tam smo dali ne vem koliko ljudi, gasilcev, policisti so nam pomagali vse, da smo to kmetijo, bom rekel, še posebej zavarovali, medtem ko smo vse druge evakuirali. Ampak evakuirali zaradi preventivno, da ne bi kdo kaj, bom rekel, dobil kar nepotrebno. Tako da ta mirnost, jaz mislim, da temelji tudi na tem zaupanju, temu usposobljenim ljudem, in seveda tudi temu, da sam vidim, kako se stvar razvija. Jaz sem videl, da tega ne moremo kar ukrotiti. Tu so bili preskoki ognja po 300-400 metrov. Tu ga ni tehnike, da boš to rešil. Dokler seveda se neka vremenska situacija kaj ne premakne. Tukaj smo videli, dopoldne je bila bom rekel, en scenarij, popoldne je bilo pa čisto nekaj drugega. In tako da tukaj je, pravim, verjetno seveda nam bi veliko in nam bo pomagalo v bodoče tudi to, da bomo imeli čim prej na razpolago čim več stvari iz zraka, z večjimi količinami vode, ker tu, kot ste prej rekel, je dejstvo. Helikopter, ki prinese recimo 600 ali pa 800 litrov vode, pa gori tam intenzivno, tu je pljunk v morje, ne obljuje, tu je še pomaga temu ognju, ker se tu razprši in prinese kisik in samo še pomaga. Ko pa pride recimo večja količina vode, kot jo prinese Kanader, 6 ali pa 8 tisoč, pa ko ta masa pade na tla, pa odzame zrak in kisik, je tu čisto drugi efekt. In zato smo zdaj seveda šli v to, da bomo zdaj so 2 letala sta že tukaj, ki bo nosila okrog 3000, tudi frekvenca teh letal je zelo velika, mislim, frekvenca pomeni, da ta krog je kar hiter, če bomo seveda imeli ustrezno letališče čim bližje, ker je treba polniti ali pa je treba pobirati. Ampak pobirati na Krasu vemo, ki lahko pobiramo, v morju, drugje nikjer. Morje je pa včasih lahko malo daleč. No, ampak ta Kanader, ki je bil, ne, eden se jih je bilo več, hrvaški pa italijanski, je imel 16 minut, je imel radius recimo. 16 minut, vsaki 16 minut je preletel, potem ko so naši 3 minute, 4 minute, ampak je količina
seveda toliko večja in efekt toliko večji, da je potem to neprimerljivo. No. Ampak jaz sem siguren, da so tam, jaz sem na lastne oči se prepričal, piloti, ljudje, vsi, tu so dali vse od sebe, tu ni bilo debate. Tu je, rekel, laufa v nulo, stvari tečejo, stvari obvladajo, seveda, kot pravim. Narava ima pa svoja pravila, pa nas preseneti marsikdaj lahko in tudi tleje se ni pustilo, no, vse skupaj. Za razliko se pravi v tem času, ki je minil od takrat, smo pridobili, mislim, da 3 R-traktorje, a ne? 2. Pa še Spartana, tudi bosta 2, oziroma en je že v Sloveniji, Martin Krpan, ta drugi pa še na poti. Ja, tako je. Mi smo tam na tem požarišču poskusili, mi smo imeli tam romunski Spartan. Ta romunski Spartan je imel en drugi sistem za gašenje z, ko so rekli, kontejnerji. Tu so palete, take palete podobne kot kubični rezervoarji, no, bom rekel s tem, da so iz nekega kartona. Tu je odvrgel, bom rekel, bolj demonstrativno, da smo videli, kaj tu sploh je, ampak smo rekli takoj, to ne. Ker tukaj je toliko odpadkov, ki ostanejo tam na požarišču, pa čeprav so razgradljivi, ampak pa niti natančnost je taka. Tako da ta naš, ki je, naš bo imel pa modul za gašenje, ki bo imel 8000 litrov vode, bo imel magnetni ventil, bom rekel, za izpust, ki se da regulirati tip, količino, čas izpusta, vse te stvari. Tako da, če ga bomo uporabili in ko ga bomo uporabili, bo efekt verjetno zelo dober. Medtem, ko so ti R-traktorji, kot sem prej omenil, okrog 3000 litrov, tu je zelo hitro napolnjeno, tudi če se bo polnilo na letališču ali pa, da bo pobiral vodo, to je napolnjeno v par sekundah, s tem, da mora sam pristati pa vzleteti. To je edina zamuda, ki jo potem ima, drugače z gasilskimi cisternami pa tem visokim tlakom, ki jo cisterne omogočajo to napolnjeno v minuti, tako da ni debate. In seveda bo pa tudi ta zmogljivost, bom uporabil ta izraz bolj vojaški, ko bo vzpostavljena dokončno, bo seveda tudi hitro ali pa takoj operativna. Tu bodo istočasno tudi izvidniška letala. Pomeni, da bo šel ven v izvedovanje, ko imamo to veliko požarno ogroženost, bo imel že vodo v tanku in če bo potrebno, bo lahko to vodo že takoj in če gasimo tisti začetni požar, je to efekt največji, ga lahko celo teoretično bo pogasil, seveda bodo gasilci še zmeraj prišli, ki je pa pogledali pa dokončali, če bo treba. Če bo pa seveda tu ne uspe, bo pa potem štartala kompletna akcija, kot je po tleh in iz zraka. Brez stav ni rešitve, tudi se razumemo. Sam zrak ali pa sama tla pa seveda. Sama tla so, ampak so dolgočasna lahko, če je tako, kot je bilo. Sam zrak pa ne reši situacijo, je treba tudi po tleh. Ste že odgovorili na moje naslednje vprašanje, ki je bilo, kako ocenjujete, se pravi, vaše aktivnosti in potem tudi kakšne ukrepe ste sprejeli, ker ste seveda pri tako veliki intervenciji, ne glede na to, da vse poteka nekako tudi usklajeno, ste opazili tudi seveda kakšne pomanjkljivosti in med ukrepi torej verjamem, da so tudi se pravi tile R-traktorji pa Spartan. Kaj pa še ostalo? Kaj je bilo tisto recimo, kaj ste opazili, pa kaj ste potem dorekli, da je potrebno spremeniti, ker vemo, da recimo pri tem požaru, ki se je začel, se pravi 15. julija, trajal pa je vse do 1. avgusta, se je z njim spopadlo torej več kot 15 000 gasilcev, skoraj 3500 vozili, v zraku je bilo kar nekaj helikopterjev in letal, na pomoč so nam priskočili seveda tudi naši sosedje, pa tudi iz drugih držav, dejavnih je bilo tudi več kot 4500 pripadnikov podpornih služb in enot, od civilne zaščite, policije, vojske, Rdečega križa, ter tudi seveda vseh ostalih, vključno s prostovoljci. In kaj ste torej zaznali z vsemi deležniki, se pravi gasilci in ostalimi pri gašenju tukaj pri Krasu, kaj bi bilo potrebno še izboljšati, se pravi, pri vaših aktivnostih? No, bom samo par takih pomembnih stvari. Mi smo potem seveda naredili eno veliko analizo v Sežani po tem požaru. Tudi zdaj bomo naredili po poplavah, ko bo poročilo, bom rekel, prišlo ven. In na teh analizah seveda pogledamo, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo in kaj je treba narediti vnaprej,
da bo drugače, da bo boljše, da bo hitrejše, da bo ne vem, vse kako se zmeri se da popraviti. No in tukaj je bilo tudi, eno stvar smo imeli, zračna podpora je bila tudi v tej analizi, zračna podpora se je začela, zračna podpora upam, da bo tudi za to sezono morda celo, bom rekel, operativna. Zdaj je ven razpis za pilote in te stvari, jaz upam, da jim bo uspelo dobiti ljudi. Drugo so potem bile še te, bom rekel, preseke, pa prometnice. Recimo prometnice na tem območju so bile popolnoma neprimerne za to tehniko, s katero mi v gasileriji razpolagamo. 2 kamiona cisterne se niso mogli srečati na teh prometnicah. Tu smo že naredili tudi zdaj že. Zdaj se je v tiste akciji sem jaz dal odredbo in Zavod za gozdove in SIDG, pomeni slovenski gozdovi, so šli v akcijo in so v prometnicah izsekli, bom rekel, določene površine, da je potem to omogočeno in potem celo nasuli in uredili tako presek, kot tudi prometnice. To se lahko čuje. To se bo delalo postopoma tudi na drugih območjih. Skozi seveda te načrte, oni rečejo, urejanja gozdov in skozi te stvari. Potem je tukaj, zbrali smo tudi predloge občin na tem območju, ki zajemajo od, bom rekel, zajetih za vodo do zajetih za gasilno vodo in podobne stvari. Čeprav tukaj razen nekih, bom rekel, trenutkov, momentov, ko je bil odzem iz tega omrežja vodovodnega tako hitro, da je doživelo šok, nismo imeli težav z vodo. Seveda je bila količine, ki smo jih rabili tam na požarišču, so bile iz tega kraškega vodovoda premajhne. Smo jih vozili z cisterno iz notranjosti, ampak na teh stvareh se bo veliko in se že dela in se bo še veliko naredilo. Potem je tukaj še mnogo drugih stvari. Vlada je sprejela sklep, jaz sem ga pa osebno napisal, da se bo ponovno aktiviral program KRAS. Mi smo imeli cirka 20 let nazaj tako imenovani program KRAS, skozi katerega smo financirali kot država iz sredstev požarnega sklada, to so sredstva, ki jih zavarovalnice odvojijo iz požarnih zavarovanj. Zdaj je tu celo 9%, prej je bilo 5%. Zdaj se je povečalo na 9% in iz tega razlika 4% bo šla za zavarovanja gasilcev. Bomo država plačala vsa zavarovanja vseh operativnih gasilcev, ker je tukaj do zdaj strošek občin. Ampak zato, da bomo ta sistem, da bomo imeli zmeraj res tistih 45 tisoč, ko govorim. Potem je ta program KRAS zajemal, kot sem rekel, opremo in sofinanciranje opreme namensko za gašenje požarov, takrat za 21 občin tega submediteranskega dela. Zdaj je predlog in tudi sprejeli smo na nivoju države, da bomo povečali še, mislim, da za 4 ali 5 občin, govorim še za Kobarid, pa tam na pamet govorim, da bo ta program tudi te zajemal. Ne samo te, to bo za opremo za gašenje, za posebno opremo, zaščitno, pa za kompletno Slovenijo, sofinanciranje govorim, za operativce. Zakaj? Ker na KRAS so prihajali recimo iz vaših koncev, kot ste rekel, operativci, ki požara v naravi niso niti videli še, ali pa so ga videli enkrat na svojo, bom rekel, kariero, in je prišel kje, ne bo nič kriv, je prišel kje v obleki za gašenje notranjih požarov. Obleka težka 30 kg, 40, tam je pa 100 stopinj. In mi imamo razvito in izdeluje se in imajo veliko gasilcev na tem območju submediteranskem, imajo vsi te obleke za gašenje, lahko, mi rečemo temu lahka gasilska obleka. Ali pa za na streho, če hočete, ko je toča razbije. Tisti obleki, ki je za notranje požare, je neokretno in tako naprej. Ima vsaka svoj namen. In te stvari se bo iz tega požarnega sklada, odnosno, pardon, iz požarnega sklada, ja, ker bo tu vir financiranja, skozi ta program KRAS so financirali tudi za druge gasilske enote, ki hipotetično lahko pridejo pomagati, ki je na KRAS, kot so zdaj hodili. Tako da veliko je teh idej, nekatere so moje, redke so koga drugega, ampak jaz se ne pustim še zmeraj. Imam idej do neba, mi ne sledi noben. Tako da, ampak jaz mislim, da je tu v redu.
vemo, da ideje imamo tudi drugače, je tako, pa nam ne ratajo vse, ampak nekaj pa le, včasih. Krasno. Me veseli, da ste dosegli tudi, se pravi, ta dogovor, da bo potem tudi gasilcem sedaj lažje, kajti vemo, da smo spremljali tudi seveda razna poročila o tem, kako denar potem ni prišel do njih, oziroma pač je bilo prisotne precej slabe volje, sploh pa vemo, da so vsi požrtvovalni in da si seveda za delo zaslužijo tudi primerno nagrado. Med možnostmi za izboljšave ste takrat pri Krasu omenjali oziroma govorili tudi o hitrejši in učinkovitejši evakuaciji ljudi in se pravi že leto kasneje oziroma lani ste se morali s tem znova soočiti. Se spomnim, da sva praktično v četrtek se srečala v Ilirski Bistrici zaradi tega, ker je nekaj dni pred tem tam divjal tornado, ki ga tudi seveda v Sloveniji nismo bili vajeni oziroma je takrat to kar razburkalo javnost in na tiskovni konferenci je bilo rečeno, da upate, da je to, se pravi, zadnji dogodek tega poletja, ki nam je postregel s toliko različnimi izrednimi dogodki, ki jih tudi praktično nismo mogli niti spremljati. Dan kasneje pa potem povodenj praktično nepredstavljivih razsežnosti in kako ste se soočili, se pravi, s tem, če lahko to poimenujeva sploh kaos? Verjamem, da dan pred tem na tornado upamo, da to, kar sedaj gledamo okrog sebe, pa so bile kar velike posledice, potem pa že čez nekaj ur povsem nekaj nepredstavljivega. No, to, kar je se zgodilo tega 4. avgusta, je resnično nepredstavljivo, to je dejstvo. Tako da, ko smo se žena vozila v službo zjutraj, po 5, jaz sem imel klic že po noči, v 2, 3, se ne vem točno kdaj, že iz Koroške, iz Savinjske doline. In seveda, že po poti sem odločil, da se aktivira državni načrt, ker so stvari kazale v to smer, da je to res ena havarija, čeprav ni bilo informacij še, se veste vse. Ampak ta dogodek je bil napovedan. Mi smo ga lepo napovedali, ne jaz, govorim mi vsi skupaj. Zakaj govorim mi? Zato, ker 10 ali pa še več let nisem bil še poveljnik, 15 let. Agencija Republike Slovenije za okolje ob napovedih in ob razglasitvi rdečega opozorila naredimo tiskovno konferenco, v kateri sem se jaz udeleževal že prej, kot tudi, ker nisem bil poveljnik, me Bogataj pošiljal, zdaj pa kot poveljnik, pa še druge, recimo tudi iz Geološkega zavoda na koncu, ki je pomemben igralec tudi, ker vemo, kaj pokrivajo, plazine, plazišča in podobne stvari, pa vodarji in tam vsem tistim prisotnim medijskim hišam, ki jih je veliko, moram priznati in pohvaliti, povemo in ljudem preko teh medijskih hiš damo napotke, smeritve in jaz sem že morda zdaj to prvič ponavljam, da sem zelo vesel, da so ljudje to poslušali in razumeli. Mi smo imeli v tej havariji, kar da bom zdaj rekel, samo 3 smrtne žrtve. Jaz bi rad, da jih imamo nič. In še te 3 niso dokazano neposredna posledica tega dogodka. Medtem ko so druge države, bolj razvite od nas, recimo Nemčija, v zelo podobnem obsegu nesreče imeli lani 19 smrtnih žrtev. Da ne govorim o Grčiji ali pa o še kom drugem. In zato jaz sem prepričan, da je to reakcija ljudi, ki so poslušali naše napotke, naše usmeritve, naše tudi na koncu prošnje, če hočete. Meni ni težko prositi. In so se pravočasno, nekateri tudi zadnjo sekundo, ste videli tudi po prispevkih po televizijah, umaknili. In niso bili, bom rekel, tam nastradali zaradi tega. Tako da v tem smislu mislim, da je ta naše poslanstvo tle bilo v popolnosti uresničeno in da je ta dogodek, čeprav veliko ljudi je ujela ta stvar na strehah in povsod drugod in prvi dan, če ste boste spomnili, mi smo imeli glavno ali pa skoraj edino aktivnost reševanja teh ljudi. Iz streh, z dreves, ne vem se kje. Vse v poročilu je številka, mislim, da nekaj 100 teh ljudi smo rešili tako z pomočjo Slovenske vojske in policije, vsaka s 3 helikopterji. Tako da resnično vsem
samo kapo dol, bi rekel moj imenjak. Na terenu ste takrat usmerili spet več kot 1000 ljudi, poplavljenih je bilo praktično 182 slovenskih občin od 212, da si lahko lažje predstavljate to razsežnost. In deliva si pa še eno smolo in točno to se nam je zgodilo oziroma pripetilo, da sva tisti čas začela z dopustom. Tako da sva ga oba morala prekiniti oziroma ga nisva doživela tam, kjer bi ga lahko. Verjamem, da se vam to ni zgodilo prvič. Ne. No, žena bi samo lahko potrdila, mi dva ne planiramo dopustov kot drugi ljudje. Drugi ljudje si planirajo ali pa rezervirajo že letos, naslednje leto, ali pa ko končajo sezono za naslednje leto, jaz tega ne moremo mi dva narediti. Zato mi dva gremo zadnji trenutek ali pa ne gremo, ko nismo šli letos. Vse se nama zdaj pozna, ampak mislim, da bo tudi dala skozi. Resnično, jaz sem smo imela planiran dopust ravno tisti vikend začer. Ni bil. Jaz sem tudi rojsten dan tisti dan, pa tudi to je šlo mimo, pa mi je rekel, no zdaj si ga pa res zalil. Ampak to jemljem kot, ne vem, del posla, kot moje poslanstvo in kot sem že pri začetku rekel, in s to podporo, ki jo imam, tako od žene in od ostalih članov širše familije, nimam težav. In nimamo težav in tu peljemo in bomo peljali še dokler pač ne bomo rekel, da je za 20. Ampak jaz verjamem, da tudi ta dopust se ga da pozabiti, bo pa enkrat prišel, pa lepši, daljši. Tako, vse je z nekim razlogom, pravijo. Povejte med tem, ker spremljate od blizu, se pravi vse te nesreče, ne seveda nujno samo zgolj naravne, ampak se bomo držali, oziroma pri vprašanju mislim na naravne nesreče, vas je mogoče kaj strah v prihodnosti, glede na to, ko spremljate tudi seveda dogodke po svetu in vidite, do kakšnih ekstremov vse prihaja. Se pravi, gre za del naše normalnosti, v katerih jih bo verjetno zgolj še več, in se bomo na nje morali pripraviti. Verjetno vi, ki ste se pravi v prvi bojni vrsti, toliko bolj zastrašujoče oziroma za strahom zarete od te napovedi, ali ne? No, strah me sploh ni. Strah. Me pa skrbi. To je velika razlika. Skrbi me predvsem naša največja grožnja tej državi. Mislim pa seveda na rušilni potres, ali pa tisti potres, ki je lahko največje intenzitete za naše območje, in tu v osrednji Sloveniji. Pa ne zato, ker je Ljubljana. Ja, nisem Ljubljančan. Tudi vi verjetno niste vsi Ljubljančani. Ampak zato, ker je to območje in najbolj poseljeno in tudi veliko preveč je stavb, ki so potresno neodporne. Tu vemo, tisti, ki smo v stroki sploh, pa tudi verjetno vsi ostali veste, vsaj neke stvari. Ko smo začeli delati tisto raziskovalno nalogo pod imenom Potro, ZRMK in druge inštitucije, ki so to delale za naše, bom rekel, za naše potrebe, smo prišli do, da rekel, zaskrbljujočih števil, seveda. In tudi takrat se je začelo že govoriti, Mestna občina Ljubljana je tu začela še prej, mi smo bazirali in dogovor z njimi nadaljevali to. To je treba priznati. In seveda se je evidentiralo, ali pa bom rekel, najdlo in ugotovilo veliko objektov, ki so potresno nezadostno odporni, bom tako uporabil izraz. Sanacija teh objektov ste že poslušali verjetno velikokrat, je sploh vprašljivo finančno, ker je toliko stroškov, da je včasih boljše, da bi ga porušili pa naredili na novo. Celo stolnice, tam na Topniški recimo, ne? Ja, recimo, no. Ne, pa se nisem to. Ne, za gradom. Ne, Topniška ni tako kritična. Hudovednikova. Ja, tako. Pa Šiška. To je par takih. Krastilni stolnicami pri Aleji so varne. To so tiste stvari, ki so delane pred letom 68. Ne, Aleja je na novo, ne zdaj. Ne, Aleja, ne vem, kaj pa je za Alejo. Ja, to najvišje stolpenca Se to ne pomeni, v Ljubljani. to ne pomeni, da je potresno nevarno. A ja, Hudovednikova, Vesavske naselje. Ja. No, Pa tle pod gradom tudi. Zdaj pustimo, da ne bomo kaj narobe označili. Ampak, če reč, je veliko takih stvari in te stvari se enkrat bo treba reči bob, ali jih sanirati, ali pa ne vem, nekaj drugega. Je pa tu seveda najlažje reči, narediti je pa veliko. Drugo. Je pa drugo, tako.
Ampak pravim, ker edina, bom rekel, varnost pred potresi je potresno varna gradnja. Druge ni. Poglejte Japonce, ste videli zdaj potres? Ja. 6,8. Tu pri nas sploh ni možno. Porušile so se tiste lesene barake, grdo sem rekel zdaj barake, ki pač niso k temu primerne. Stolpnice s tu na stropi niti šipe ni počlo. Zato, ker so vse narejene na tistih, oni ima to res v nulo narejeno. No? Zato, ker je tudi potresno zelo nevarno območje, bolj kot pri nas. Pa Ampak- tudi, mislim, da se Japonci, je v njihovi psihi že to, da mora biti varno narejeno. Ja, tudi. Malo drugače so vzgojeni, ampak tudi tam ni vse tako lepo, kot zdaj bi mislili, ki ste vi to rekel. Poglejte Fukushimo. Fukushima, če bi se zgodila, ne smem zdaj reči pri nas, oni ne znajo improvizirati, oziroma nimajo tega sploh pojma improvizacije. Pri nas pa improviziramo preveč. To tudi ni dobro. Ampak dokler je vse ok, je v redu. Oni pa znajo samo brati iz tistega, kaj mora narediti in to naredi. In jaz sem tu poslušal strokovnjake, nisem jaz tu gotovo. Če bi oni improvizirali, tam bi bilo posledice bistveno manjše. Ampak seveda ni v njihovi, kot ste vi rekel, niti naravi, niti psihi in oni pač se držijo tistega, kar piše. In je tu pač tako. Upamo, da do tega torej ne bo Jaz prišlo. tudi upam, srčno upam, ne samo našo generacijo, še ne bo 10, 20, 30. Ne. Rodov. Tako. Ker če bomo imeli posledice, takšne, drugačne, ampak upajmo, da čim manjše. Sem imel tudi sam priložnost spremljati potres v Petrinji, ki je ta, se mi zdi, zadnji največji, ki je bil v naši bližini in res je bilo žalostno vrniti tudi recimo leto, dve kasneje, ko praktično je marsikaj še ostalo nespremenjeno in na marsikateri hiši, se pravi, je ostala tudi zgoraj oznaka, ali je zdaj primerna za bivanje, ali bi jo bilo potrebno renovirati oziroma karkoli. Domačini so tudi pripovedovali, se pravi, kako so pač bili dobesedno pozabljeni. Ampak o tem bi lahko debatirali, glede na to, da ste tako krasen sogovornik in da tako ste se razgovorili, nam bo za nekaj vprašanj zmanjkalo časa, bova pa zdaj šla na malce bolj lahkoten del in sicer v enem izmed intervjujev ste povedali res krasen stavek, oziroma res krasno besedilo, že vse življenje delam pošteno, ničesar nimam za bregom, vedno sem odkrit tudi takrat, ko povem, da smo naredili kaj narobe. Še nikoli se nisem zlagal ljudem in morda mi tudi zato zaupajo, delam zanje, ne zase. Je to torej vaše poslanstvo in ali se res nikoli niste nikomur zlagali? Zdaj ste me pa drugače vprašali. No, bomo rekli tako, ne zlagal, ampak prikrojiš resnico. No. Ne, dejansko, rekel, medijem ali pa tako v teh krogih zaščitno-reševalnih ali pa kakor v akciji, ne. Lahko zdaj tle pretrdim, ne pretrdim, rečem ne, zato ker resnično prvič je to zelo dvorezen meč in bom dal na primeru. Ko sem prvič, prej sem omenil Avstrijo, pa tisto Dravo avstrijsko. No iz te Drave sem pelil se direktno Bobovniku na Odmeve. Prvič sva se srečala in seveda veste, kak je bil Bobovnik. Je iskal, kot hote bo malo, no, srečko je njega. Ne, resnično, zato ker jaz nimam kaj skrivati. Jaz sem od stroke, jaz nisem politik in jaz ne nakladam. Jaz tudi meri govorim, čeprav tle puno govorim zdaj z vami, ampak ni to nakladanje. Tisti, ki govori 15 minut, pa da novinar ne more napisati 2 stavka, vas lepo prosim. In sem prišel v Bobovniku in ko je tel x-kat nekaj, kako me bo, ne vem, malo, se veste kaj, je obupal, je videl, da ne gre. Naslednje leto me je predlagal za osebnost leta. On je predlagal. In sva še danes, bom rekel, prijatelj, lahko rečem. Pa nisem Bobovnik. Jaz nisem imel še skoraj nobene razne, ampak ne bom povedal, od kje je enega spletnega medija, kraha z novinarji. Nikoli. Ker novinarji so glasniki vsega tega, je tako. Vi poslušate novinarje, ne mene, mene tudi, recimo, no, ampak bolj novinarje kot mene. In zato jaz z mediji imam zmeraj en tak korekten odnos
jaz verjamem, da ga ima tudi oni z mano. Tudi, bom rekel, imeli smo kar nekaj takih poučnih zadev, ena od teh bomo spet predolg. Ena od teh je bila, če se spomnite, poplave v Ljubljani, mislim, da je bilo 2010, ko je vaš župan, bom tako rekel, ker verjamem, da ste vsi Ljubljančani, vaš župan je takrat rekel, če pa si na barju, moraš pa imeti škornje. Še danes mu podpišem pod to njegovo izjavo, ampak bom povedal, ne hitro bom poskušal. No, po teh škornjih sem dobil eno jutro na svojo mizo en tak članek v barvah iz enega dnevnega časopisa, pa bom uporabil svoje ime, Srečko ni dobil vreč v Ljubljani. No, in sem, nikoli ne berem, ampak je bilo vse v barvah in sem prebral. Jaz sem se zgrozil. Ljubljanska MOL je imel takrat, pa veste, da država pa MOL niso nikoli bila ljubimca, so bili zmeraj bolj tako, ampak je treba priznati, Ljubljana je takrat imela delitev vreč, organizirano v nulo, po gasilskih domovih, po ne vem vse kot, in so ljudje, tisti, ki je rabil, lahko se oglasil pa vzel vrečko, ki jih je rabil. No, ta Srečko je iskal vreče, ko je bilo konc poplave. 3., 4. dan, seveda jih ni dobil nikjer, ker so že ta delilna mesta zaprli, Bauhaus, ne vem, kdo, ki je jemo te vreče, jih je pa razprodal. In ta članek so napisali, kak revež je ta Srečko. No, jaz sem pa na dogodku, na katerega so me povabili društvo novinarjev, v Ljudkovnem gledališču je bilo, nikoli ne pozabil, 200 novinarjev je bilo tam, sem rekel, v mikrofon. Jaz pa Brecelj Erik sva bila tam, zato ker so vse povedali, nikoli ne skrivamo nič. No, in sem rekel, če bi vi tega Srečkota malo nabili na pranger, zakaj je 3. dan iskal vreče, zakaj jih ni imel doma, 10 vreč, če živi na barju, bom porabil zdaj župana, ki so vrednost ene škatlice cigaretov. Pa ste nabili MOL. Od takrat so se stvari bistveno spremenile. Vpraša kdo, razmislijo, kaj je, ker resnično je to. Mi želimo te ljudi vzgojiti, ker tudi zakon govori, da prvi je prebivalec, ki mora kaj narediti. Seveda, kar je v njegovi moči. Ne, da bo črpal vodo, ali pa nosil zvedri vodo ven. Ampak teh anekdot je, jaz jih imam 1000 in eno, res, ampak nimam časa. Bomo morali organizirati še kakšno takšno srečanje in v bistvu vedno se najdejo kakšni posamezniki, ki tako ali drugače potem izstopajo in pojamrajo zaradi kakšne zadeve. Vemo tudi tekom poplav, pa tudi v bistvu dogodkov, ki so bili kasneje, ko se je napovedovala kakšna večja voda, sem bil tudi sam kdaj prisoten nad temi jamranji posameznikov, ki niso do česa prišli, ker ali niso pravilno prebrali, ali so prišli prepozno, ali karkoli se je zgodilo z njimi. Za vsakim uspešnim moškim, seveda tudi za poveljnikom civilne zaščite, pa stoji prav tako uspešna in seveda tudi morda celo uspešnejša ženska. Za vami stoji soproga Nevenka, glavna medicinska sestra Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, za katero pravite, da je vaša 100% podpora in da sta med seboj neločljivo povezana. In glede na to, da je tudi vaš največji svetovalec, oziroma radi rečemo strici z ozadja, oziroma teta z ozadja, tudi vi kdaj popustite in obogate njene nasvete ali ne? Ne kdaj. Praviloma bi uporabil moj predhodnik, ki je bil pravnik, ki je pisal pravne akte, Bogataj, njegov izraz, ki ga boste zasledili v zakonih ali pa v zakonu, je njegov, praviloma. To je njegov izum. In je idealen izum. Za tam, kamor ne veš, kako bi šel ven. In res je, praviloma ja, ker ona je, ko sem rekel, vse je z mano tukaj, zdaj ste vsi videli že, ona drugače malo gleda na stvari kot je. In tu je absolutno pozitivno in dobro. In pa, ko ona, včasih seveda na prvo žogo, jaz kar malo čudno odreagiram, ampak ko malo razmislim, pa naredim skoraj tako, ko je rekla. Skoraj, ampak nikoli. Ne, gledajte, jaz sem včasih morda preracionalen, kar se tega tiče. Pa ona mi reče, bom dal primer, pa dej še. Jaz imam možnost, ko imam jaz, bom rekel, ko sem jaz tisti, ki vodim, aktivirati ali pa angažirati
ne vem, kaj bom rekel, preveč. Pristojnosti poveljnika so ne samo moje, tudi na drugih nivojih poveljnikov so tako velike, večje kot predsednika vlade ali pa ne vem koga, razumete? Ampak vse z nekim razumom, vse mora biti z nekim razlogom. Tako da velikokrat mi predlaga kakšne take stvari, ki na prvo, bi rekel, na prvo tisti mi niso, pol pa ko razmislim, pa ja, in zato rečem, praviloma res, ker pa ženska je. Ženska ima drugače razmišljajo kot moški. Tu je dejstvo in tu je super, tu je dobro, za tiste seveda, ki tu sprejemamo. Če ste tle kakšen tak moški, ki tega ne sprejema, pol ni v redu za vas. Jaz mislim, da je tu res, tu je taka, bom rekel, idealna sprega, tukaj izraz uporabljam. Res ste lahko torej pravi Srečko, glede na to, da jo imate. Je res, ja. Ja. Najprej bom to vas vprašal, potem pa bomo preverili še pri gospe Nevenki in sicer povejte, kaj gre najbolj na živce pri vaši službi. Je to mogoče to, da se pravi, da se kdaj pozno vračate v noč in da, koliko sem prebral, da vas tudi recimo čaka, da bi vas počakala, da bi se potem lahko tudi pogovorili, ali pa to recimo, da kdaj zostanete od nedeljskega kosila? Ne, jaz mislim, da to nima. Nič? Ne. Ker dobro, jaz se pravim, mi dva sva toliko let že skupaj in veva, jaz sem tudi veliko njo prečakal, to lahko potrdi, pa tudi zdaj jo počakam včasih, ker ona ima tudi obveznosti v svoji službi, jaz smo v svoji, dobro, ko so ti izredni dogodki, je neka druga stvar, logično. Takrat pač ali počaka, ali gre nekam k sinu, ali k ščeri, ali nekaj je, no, ne vem. Tako da tu mislim, da ni tista njena, bom rekel, da bi bila njena obremenitev ali kaj pozirnega. Moja pa tudi ne, jaz pač, če je treba, ona ima sestanek popoldne, pač popoldne potegnemo in gremo domov zvečer, pridemo sam prespiva in gremo nazaj, ampak to je pač, to smo sprejela za dejstvo in tako funkcioniramo, vsaj kar se tiče Ljubljane, jaz 27 let, ona malo manj. Tako da dnevno v Ljubljano, otroci so v Ljubljani, mi dva pa se vozva, ker smo mlada. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kako izgleda vaš vsakdan. Se torej še vedno vsak dan zjutraj pred 7 že pripeljete iz Ilirske Bistrice v Ljubljano in predvsem, kaj počnete v avtomobilu? Poslušate glasbo, kakšno glasbo poslušate, ali se pogovarjate, ali ste tiho? No, ja, no, dobro, vsega je. Vsega je. Včasih je treba tudi tiho, da se človek, ne vem, razmišlja, ampak drugače pa dobro glasbo tudi, ne samo glasba, tudi pomembno so informacije, ki jih dobivamo po poti, marsikatero jutro ali pa kaj. Za domov je že drugače, ker za domov praviloma, spet sem uporabil ta izraz, žena pokliče na pic dars, ker imamo mi na naši Primorki katastrofo. Dobro, zdaj moram potrkati, ko se tiče tega leta je kar. Nisva šla še po stari cesti, drugače hodimo tudi na Horjud domov. Ja, tako je, vsaj se pelješ, pa ne stojiš tle na Brezovci, pa do Vrhnike, no. Tako da vsega je, no, ampak dobro. Zjutraj pa ni težava, zato ker greva zgodaj, se vprašal, vse dan staneva 10 do 5, 5 pa 20 grava. In smo v Ljubljani, ona je v službi pol 35, jaz sem pa 5-7 minut kasneje. Tako da ali pa domov se pa ne vem, da gremo. Redki so dnevi, ki gremo, recimo, pol 4, res redki. Ampak tako da smo doma, kaj je ura 5, ker za domov traja zmeri manj dlje, kot za Ljubljano, pa tudi če je vse ok, je 5, tu je ta najprva ura. Drugače pa seveda 6, 7, 8, 9, tudi 10, ampak tako je. Kdo je Srečko Šestan takrat, ko ni v službi? Kako preživljate svoje redke proste trenutke? In če se spet vrneva k vaši prekrasni soprogi, lahko rečemo, da ste pa pravi multipraktik zaradi tega, ker ji pridete zelo prav tudi recimo v trgovini. Nekje sem zasledil, da zaračunate oziroma seštejete zneske še pred samo blagajno. Tako da računate in številke vam očitno predstavljajo kar veliko ljubezen, sploh ste pa tudi Šestan. Ja, tudi številka. No, gledajte, no, to je malo pretiravanja, seveda zdaj te desetinke, centi, to seveda ne gremo to, ampak včasih sem pa resnično
ker ni bilo takih, bom rekel, ali pa smo imeli še tolarje in podobne stvari, je bilo še drugače. Zdaj te desetinke ne seštevam, ampak vem, ko prijem na blagajno, vem, da ne more biti 35, recimo, da je lahko večjem 32 ali pa 3, res sem zmislil. Ja, res, mislim, meni te številke ležijo otroštva. Tudi matematiki sem tekmoval na tekmovanjih republiških, ampak sem jim zmerjal neke sreče, na rekovaji. Smo imeli učitelja pa profesorja, ki je zmeraj zamujal s snovjo. In sem prišel na tekmovanje in jaz nisem vedel, kaj je linearna funkcija takrat. Je bilo pa vprašanje tam, morda bi celo zmagal na tekmovanje, zdaj se hecam. Ampak nisem rešil naloge, ker nisem sploh vedel, kaj to je, ker nismo obzili te snovi. No, ampak recimo, res, meni so številke zelo tako všeč in tudi večkrat se igram z njimi. Zanimivo pa je, da še nikoli nisem rešil enega sudokuja. Ampak v penziji bom pa to začel. To bo glavna dejavnost v penziji. Ja, ne vem, če bo glavna. Res ga nisem. Kako dobro se pa znajdete v kuhinji? To je tudi eno tako moderno vprašanje, mimo katerega ne moramo v teh časih, ko tudi fantje radi poprimemo za kuhalnice. In kdaj kaj skuhate, presenetite svoje domače ali se pustite raje vi razvajati? Spet vidim, da je prepravljene intervjuje. No, jaz rad kuham. Tu lahko žena potrdi. Rad kuham, tam je tudi pisalo verjetno nekje, da ko kuham, seveda jaz kuham se srcem in želim narediti dobro. In če mi ona reče, da je dobro, nisem zadovoljen. Jaz čakam ono zelo, ali pa odlično, ali pa ne vem. No, malo se hecava tudi mi dva in reče, tu je pa za 9. Nedeljo reka, tu je pa za 10. No. In tu je potem res en tako, ampak sem se pa navadil resnično, ali pa me je ona navadila tudi, vse stvari kuhati. Ne samo testenine zgolj, vse. In tu mi ni težko, ko imam čas seveda. V tednu itak si nekaj pripravlja skupaj za naprej, ker če pridemo ob 6 domov, kaj pa kuhal takrat? Mislim kuhal, da bi vse kuhal. Imamo zmeraj nekaj pripravljenega, tako da bomo rekel eden do drugega, no, bi rekli pri nas. Eden do drugega, si pomagava eden drugemu, tako da ona je stročka, ona je še bolj natančna pri kuhinji, ko jaz, verjetno, in potem včasih me kaj pokara, pri kakšnih zrezkih ali kaj tako, ampak pa rečem, da veš kuham. Jaz sem tako. Ima tako, za satisfakcijo. Lepo, da si torej podelite tudi delo v kuhinji. Glede na to, da smo v knjižnici, pa seveda bi bil skoraj greh, da vas ne bi poprašali, kako dobri ste pa tudi s knjigami. Včasih sem bil bolj dober, ali pa domač, ne dober. Zdaj seveda se lotem tudi, kaj prebirati, brati, ampak skoraj nikoli ne pridem do konca, ali pa pridem, ne vem, kdaj, zato ker mi kaj drugega pride vmes, čas, kaj sem. Tako da ne bom rekel, da sem knjigo, ko rečejo, knjižni molj, ampak nekaj kaj preberem. Predvsem pa me zanima bolj strokovne stvari, no, resnično. Te strokovne se pa najdejo tudi v različnih revijah in take stvari, v člankih. Tu pa rad preberem, no, tako da medtem ko ta literatura, no, zdaj sem sicer bral, ker sem dobil tako za, bom rekel, darilo sem dobil to norceno video, sem začel brati, nisem še prišel do konca, ampak bom prišel, ki mi je všeč, no, pa zdaj mislim hvaliti pisatelja, ampak mi je všeč. No, bral sem Fergusona, tega nogometnega Fergusona, njegov življenjepis, pa nisem prišel do konca, ker je tak. To mi je sin prinesel, tako da, ne vem, ne bom rekel, da sem res, ampak včasih, ko imam čas, pa ja. Zagotovo pa vam je bližje les, glede na to, da ste tudi študirali lesarstvo in da tudi za vnučke radi ustvarjate. Kaj jim izdelate? No, vnučkom sem še nekaj dolg, ampak bodo prerasli delal. Imam tudi žene in bratje mizar, v pokoju seveda, in te pri njemu imamo že les, mislim, da že drugo leto, da bova naredila tisto ogrodje za gugalnico in te stvari. Enostavno ne gre, enkrat nima van, ne more van, enkrat ne more mest in je tam. Les je tam že, no, 2 leta bo. Ampak bom naredil, če bom šel v penzion, bom kaj naredil, samo vnuki zrasli, no. Bo pa so odrasle vnuke, no, ampak imamo pa okrog hiše, resnično, jaz mislim, zadnje leta
preveč lesa, ampak ga vzdržujeva skoraj sama. No, najela sem enega tam res pod streho, ki mi ne pusti več na višino, žena, da je tu malo pobarval, drugače pa sama tu uredila, kar se tiče recimo stopniščnih pograj, balkonki in to je vse leseno. To sem vse sam delal, to je res. In prebarval. Ampak zdaj smo našli tudi eno tako super barvo, ki je kar odporna in mislim, da bo držala nekaj let, tako da ne bo treba stalno. Drugače pa res, jaz sem tudi na meni imam, ko bom šel v penzion, da si bom kupil eno majhno kombinirko. Včasih sem jo imel, ker je bil oče mizar, ampak domačega dela in si na njeno zahtevo smo jo dali v razhod, ker je bila smrtno nevarna. Da mi nekaj zabrisalo v glavo, tako da to je moja nekako želja, bi pa še zmeraj kaj ustvarjal z lesom. Res, pa imam rad kaj. Pa ne zato, ker sem lesar, ampak očitno je tu nekje v genih. Mogoče pa torej res reševanje Sudoku ne bo ta prva naloga, ki jo boste opravljali. Pokoju. Verjetno ne. Stopate v 69. leto življenja, česa si želite? Predvsem zdravja. Pa upam, da bo ta mir na svetu zdržal, ker kakor kažejo vse skupaj tu, ne vem, ni obetavno preveč, vsak dan nekaj. Tako da ne, upam, da se bo to počasi umirilo. Brez zdravja ni pa nič. Letos lažem. Lansko leto sem bil na pokopih enih 3 sodelavcev. Nekateri niti penziona niso prejeli. So šli v penzion, pa ga niso prejeli. Tudi moj predhodnik bo taj, recimo, je šel junija meseca v penzion, decembra smo pa pokopali, oziroma januarja. Tako da jaz mislim, da je zdravje tista največje bogatstvo in tu se ne da nič kupiti. Vse drugo se da. Tisti, ki imajo denar, no, ampak upamo, da nam bo poslužilo vse nas, pa še tiste, ki niso tukaj tudi. Naj vam torej zdravje čim bolj služi, da boste pravi Srečko tudi kar se tega tiče in predvsem, da boste še naprej dolgo ostali z nami, nas pomirjali tudi v najrazličnejših izrednih razmerah in enostavno, da boste tisti človek v prostoru oziroma na prizorišču, ki bo še naprej skrbel za to, da bodo ljudje verjeli, da bo na koncu vse v redu. Če boste pridni. Tako. Pa če vas novinarji ne bomo preveč nadlegovali, a ne, ker vedno imamo najrazličnejše zahteve. Najlepša hvala, sedaj pa spoštovane dame, spoštovani gospodje, odpiramo seveda tudi vprašanja za vas in mogoče lahko začnemo z gospo Nevenko. Vprašanje se pravi, vrnemo se k temu, ko sem prejle gospoda Srečkota povprašal, kaj vam gre pri njegovi službi najbolj na živce? Pa mislim, da je on že odgovoril, da praktično mi res ne gre na živce. Meni je v bistvu samo to, da bi on čim bolje opravil svojo nalogo. Predvsem takrat, ko so te izredne razmere, da ne bi slučajno kaj bilo, da ne bi, naprimer, predvidel nekaj tako v temu smislu. Drugače pa, da bi šlo kaj na živce, res mi ne gre. Lepo, sem vesel tega. Kaj pa je kakšna razvada, ki je recimo ne marate oziroma bi jo radi spremenili, ali nima gospod Česta nobene razvade? Ali slabe lastnosti? Da bi imel kakšno probo. Nimam zato, ker imam nadzor. Nerazlično, ona je medicinka in tu se pozna. Imam nadzor, res imam nadzor, jaz povem pošteno. Mi dovoli, recimo, košček čokolade, ima 2 pa že ne. Ali pa kaj podobnega, recimo. Da ne govorimo o maščobi, pri naši hiši tega ni. Resnično ni. Ja, gledamo res, ne? Ne bi sigurno tako dobro bil tudi zdrav, ne? Praktično je res v dobri kondiciji, sva oba v dobri kondiciji, ker tudi res veliko gledava na, se pravi, na življenjski slog, sicer ne delamo, ne vem, imamo neke telovadbe, usklajene, ampak veliko hodiva, tudi naravo, biciklirava, res gledava tudi res na prehrano, ker drugače sigurno ne bi mogel, ne bi bil v taki kondiciji in zaenkrat tako zdravna. Imate res prekrasno soprogo in lepo, da sta se našla.
Zaradi tega, ker mislim, res je to, a ne, sploh ob takih aktivnostih pa vse še kako pomembno, a ne, in sploh tudi jaz upam, da pri svojih 69-ih, da bom Veš, koliko sem skupaj videl? 44 let. Aha, lepo. Pa ne, se rekel, da en košček, dva koščka, ne, ni res, ne, ker vse. Za obletnico lahko celo. Kaj tudi vzkrije. Skrivoma vzame, ne? Krasno. Mogoče pa lih danes dobite 3 koščke. Ja. Torej, vaše vprašanje, če bi slučajno kdo želel, izvolite. Ja, jaz bi vprašal, recimo, jaz sem bil prisoten, ker veliko časa preživim v Grčiji, pri enih 3 takih večjih požarih, ki so bili v Grčiji. In recimo take organizacije, kot jo imamo mi, tam niti v sanjah ni, ne. Zanima me recimo, pa, če pogledamo še tiste ostale mediteranske požare, ki so bili veliki, če se spomnite na Portugalskem pa v Franciji. Recimo, zakaj na ravni Evropske unije se ne organizira nekako centralizirano pač intervencije za take večje zadeve, kot so bile te zadeve, ne? Je zdaj, temu rečejo, je zdaj zmogljivost, ki jo sofinancira Evropska unija. Zdaj Evropska unija je naredila celo tako, da je razdelila države, recimo ta naš mediteranski del, dovolj sofinancira nabavo helikopterjev, pa take stvari, razpisi pridejo. S tem, da so dva tipa sofinancirana. Eno je tako, da je s tistimi sredstvi razpolaga EU oziroma razpolaga ERCC, to je ta Center za usklajevanje pomoči v Bruslju. Druga je pa ta, da sofinancira pa da razpolagajo države same. Mi smo se prijavili na tak projekt, ampak nam so hoteli dati helikopterje, sofinancirati helikopterje in tu seveda nismo šli, ker mi smo želeli, opcije so bile, da bi Kanaderji ali kaj podobno. Ampak denik se čaka, ne vem, zakaj se toliko čaka na te avioni, pa je se par let čaka, ne? Ja, ne, Kanaderji so sploh niso več v proizvodnji. Kanaderji so prekinili delo in naj bi se vzpostavila ta proizvodnja spet čez nekaj let, vprašanje, kdaj bo. Te AR traktorje, ki smo zdaj kupili, ki so manjši, na pol manjši, ampak še zmeraj dobri, pa te so pa vredni proizvodnji in tudi zdaj te, ki smo mi dobili ta 2, tako hitro, je bila sreča, bom rekel. Ampak so ekvivalentni Kanaderjem? A so ekvivalentno enako? Ne, ekvivalentni niso, zato ker ima količina je 3000, to je pa 6000. No, Kanaderji so imeli eni tudi 8000. Različni tipi so. No, Hrvati so jih nabavljali pred leti, ampak mi smo ocenjevali vedno, da ta Kanader je pri nas omejeno uporaben. Omejeno, mislim, zato, ker je samo v morju lahko zajema. Vemo naše morje, ki je, kakšno je. Plus tega je, bom rekel, en tak avion, kaj treba vzdrževati, je treba vse živo, je vprašanje, koliko pride potem finančno skozi. In nikoli nismo bili naklonjeni temu Kanaderji. In zato smo potem šli v to evropsko skupne njihove projekte, da bi dobili to floto helikopterjev, ko so takrat, kot pravim, za Južno Evropo je bilo to bolj. Zdaj, ko se je pa začela pa požari na Švedskem, pa Kigor, sever, se spomnite, lani predlanskem, zdaj pa tu ratalo sploh aktualno v Evropi, zato ker so te države videle, da rabijo. Dokler so ti južni, mi pa ti jug rabu, ni bilo preveč pomembno, zdaj pa je pomembno. Zdaj v Sibiriji gorijo. Ja, zdaj se je pa začelo in zato se vzpostavljajo te zmogljivosti, ki so, kot pravim, evropske, s tem, da bo Evropa rekla, kje pa. Samo žalost je v tem, da ko je požarna sezona in ta velika ogroženost, je povsod. Od Portugalske do Grčije. Ja, ampak pri količini orožja, ki se izdela v Evropi, ki rjavi, recimo... Pustimo to, ne bom se, jaz se na obrambo ne tikam. To me imam še inšpektorja, pa bo kaj povedal. Ne bo povedal, ne sme povedal. Ampak pravim, ne, res, se strinjam, lahko potrdim. Ja, tudi tu je majhen denar proti vsem ostalim, ampak na tem področju, nažalost, zmeraj tehtamo, kaj pomeni vložek v preventivo, kaj bo prinesel pri posledicah oziroma zmanjšanju posledic. In tu je težko vrednoti, verjemite mi. In potem se seveda
Ampak recimo sam za sistem reševanja, ki ga ima Slovenija, recimo, ki resnično funkcionira, a je iz Evropske unije sploh kaj interesa, da bi to kopirali na svojih sistemih, ali da bi videli, da to funkcionira, gasilci, gorska reševalna, jamarji? Glejte, gasilce imajo vsi. S tem, da če pogledate sosednjo Italijo, tam so v glavnem profesionalci. Prostovoljcev je bistveno manj. V Avstriji je veliko prostovoljcev, ampak ne toliko kot v Sloveniji, na 1000 ljudi. Nemčija tudi, ampak Nemčija ima, vsak ima svoj sistem, no to je težko, da bi jaz rabo 3 ure, da bom razložil. Nemčija je ena pomembna sila na tem področju, ki je tudi tle nam pomagala, tudi zdaj pri požarih, pa tudi drugače, je THV, tehničke Hilfswerke, se reče po njihov. Tu je organizacija, ki je državna, organizirana po njihovih deželah, ampak ima opremo, tehnično opremo, od kamionov, dvigal, vsega. Ki so tiste moslove zgradili? No, to so tisti plave barve, THV piše gor. Tu je zmogljivost na tem področju, verjetno najjača v Evropi. Kar se tiče sistema, ima pa najbolj razvit in po moji oceni najboljši, je švedski. Ampak pri Švedih je spet vse profesionalno, to mi vse plačano. Imajo pa module. Tam imajo module, ki recimo je potres v Turčiji, oni gredo v 2 urah lahko v Turčijo. Oni imajo vse opremo, vse živo po modulih pripravljeno za ta namen. No se tu tako smer gremo tudi mi počasi, ampak mi smo mičkini, razumete, mi smo majhni. Mi hodimo pomagati tudi v tujino in vse, ampak mi nimamo svoje zmogljivosti, niti transportnih, niti nič, kar je problem, ponavadi problem. Če češ iti pomagati v Turčijo, spomnite se lani, kdaj smo imeli tisti potres, ki smo šli, smo jih peljali dol po nekih trpu, nazaj smo šli pa z Falconom jih iskati. Toliko, smo vsaj s Falconom nekaj naredili. Ampak zdaj bo ta nov avion, ki smo ga prej omenjala, tudi ena transportna zmogljivost in tako naprej. V tem smislu, jaz vidim nek plus, no. Zdaj pa seveda, mi nismo tukaj zato, da bomo hodili tujino, ampak tudi tu je en, bom rekel... No, bilo je lepo tisti videti v Makedonijo, tisti, ki so... No, pa Makedonijo. No, zdaj, ki se že rekel Makedonijo, zdaj smo tudi, zdaj vzpostavljamo zmogljivost za gašenje požarov po tleh. To je tudi projekt evropski, v katerega smo se prijavili kot država in zdaj se to že zaključuje. In bomo tudi mi imeli modul za ta namen, ki ga bo seveda Evropa lahko spet napotila v Grčijo ali pa ne vem kam. Lahko pa še zmeraj država, ki ga ima, reče, ne more imeti v Grčijo, ker pri nas gori. V tej smeri. Ta modul imamo že, kot sem prej omenil, jamarji, so certificirani na Evropi in imamo modul za črpalke z visoke zmogljivosti. Te za črpanje vode, ki smo delali, smo bili zdaj v Italiji, pa smo bili v Srbiji, pa smo bili v Bosni, pa smo bili v, ne vem še vse kje. Zdaj smo črpali tudi na Gorenskem. Oprostite, jaz imam eno vprašanje. V prejšnji državi smo imeli tako zvano nič nas ne sme presenetiti, ker je bilo vključen vsak človek posredno noter. Ja in ne. Posredno? Ja. Kaj menite, bi bila smiselno to ponovno organizirati? No, gledajte, ne bom rekel, da bi škodovalo. Verjetno ne bi škodovalo. Samo morate vedeti, pa bom dal en primer, da nič več ni tako, kot je bilo. No, gledajte, dal sem primer. Leta, no, se ni pomembno, 2004 bom rekel, prav, smo delali vajo potres v Ljubljani. Pokojni Bogataj je bil seveda še živ in sem mu jaz prišel povedati, Miran, najprej smo se seveda pogledali, kje bomo te vaje delali, kje bomo pokazano naredili in smo lokacije in smo si izbrali eno stolpenco tle nekje na Poljanski tam. In sem jaz čez 14 dni rekel, Miran, se ne da. Kako se ne da? Ja, se ne da. Ni verjel, mislim, ni verjel, ni pomislil. Mi nismo dobili soglasja od enega stanovalca, da bomo na stolpenci reševali. Ja, ampak če bi bil pa potrebno, bi pa ta prvi bil tisti, ki bi nas nasadil, je tako. No, in smo šli pol na študentski dom na Poljanski, reševati, ki je bistveno nižji, ne vem, 14 stropja. Vse ni pomembno, višina, ampak še reč, pokazati smo hoteli vrno tehniko, pokazati smo hoteli, kaj jamarji zmorejo, kaj gorske reševalci zmorejo, kaj helikopter zmore.
Eden ni podpisal soglasja. Sem rekel, Miran, ni več partije, ni več sekretarja, ki je rekel, tako mora biti. Jaz sem tu delal v moji bivši firmi NNMP, zato nisem navdušen nad tem, zakaj. Pa prva smo imeli tega, ki je skrbel za obrambne načrte in to zagriženega. Še danes vem, da se je pisal Lukančič Marjan. In smo delali vse po PS-u. Ampak te NNMP, ne vem, koliko jo vi poznate, ampak večina tistih, ki tu sploh povejo, so šli kje, pa so šli na piknik. Jaz, marsikdo. No, vidite, ste preznali. No, tu je to. In je pa res, da mi pa govorimo že leta ali pa desetletja o zaveščanju. Prej smo porabil ta izraz. Tu delamo skozi različne, bom rekel, aktivnosti. Od mladine, od cicibana, od šole, od izbirni predmet v šoli. Smo rabili 10 let, da smo ga spostavili. Ga imamo. Se ne izvaja več, verjamete? 3 leta se je izvajal, se ne izvaja več. Učiteljno ni za to izvajati. Žalostno. Pa še, marsikje, ki ste vi omenili mladino, marsikjeri šoli ni sploh ne najdeš učitelja, da bi bil pripravljen, naprimer, gasilski krožek voditi. Ja, no. To iz lastne prakse, vem. Ja. Se pravi, drugačni časi so, no, morate, treba razumeti, pač tudi zato je treba pač delati na tistih stvareh, ki pridejo do ljudi. Zdaj na koncu so tudi pametni telefoni in take stvari. Nikej. Ampak jaz, ko sem prej ocenil in verjamem, da nisem zgrešil, da je to naše delo se poznalo pri tem odzivu. No. Ja. In se je poznalo in jaz sem s tem zelo zadovoljen, to pa ne pomeni, da je treba nehati delati. Niti podrazno. Treba stalno ozaveščati, stalno treba ljudem polagati nekaj, da ne bodo pozabili takrat, ko bodo rabili. No. In tu je NNMP, samo v drugi obliki. In zdaj, ko ste lahko omenili telefone, lahko dodava še to, da bomo dobili tudi novo aplikacijo, ki bo opozarjala na nesreče. No, zdaj, ne vem, če bi tle debatiral o tem. Res je. To smo na upravi pripravljali par let, zdaj pa kar naenkrat ratalo to stvar Ministrstva za digitalno družbo. Če bi bil jaz na upravi, tega ne bi puštil. Pa nisem. Res. Pustimo to resno. To je stvar teh struktur. Kako bodo tu speljali, vse prav, ne speljajo, ampak bo dobro. Za vse nas, ampak tu je stvar struktur zaščitne reševanja. Tu imajo Hrvati narejeno že 2-3 leta, sicer je še zmeraj, mislim, da je v testni fazi. Nemci imajo tu že ne vem koliko let. Mi smo imeli tudi nemško firmo, ki tu dela Kap Varnes, še zdaj imam spomin, točno sem izraven na razgovorih, že leta nazaj, pa se je zataknilo pa pri operaterjih. Tam pa mi nimamo ingerence nad operaterji, razen kar se kaj zgodi, pa me prosijo za repetitor, pa take stvari. Ampak, tako je. Ampak bo. Ja, nisem vas želel razboriti za konec. Čas se nam počasi izteka in tamle gospa... Ja, mislim, to najprej iskreno zahvalil za izredno čudovit pogovor obema. Zdaj smo tukaj izvedeli veliko zanimivih stvari, pa bi zaželil srečno, zdravo in uspešno novo leto, čim manj nesreč in izjemnih dogodkov. Me pa tole izjemno moti, jaz redno sodelujem pri ponedeljkih za ime tedna na Valu 202 in opažam, da teli iz civilne zaščite ne morejo poslušalci, ne izglasujejo te ljudi iz civilne zaščite, da bi postali ime tedna. Recimo gospod Curk, meni so zdaj, da ste tudi vi bili, pa zdaj vodja potapljačev, ne tudi ni. In bi povabil, da tukaj glasujete za ime tedna, da tudi iz civilne zaščite postanejo. No, jaz sem bil leta 2020. Ja, leta jaz sem. Pa ne to leta. Meni je bolj pomembno to, da ta inštitut civilne zaščite je zdaj na prvem mestu med zaupanja vrednimi inštitucijami. Tako se kliče tista anketa, ki jo dela Mediana, že vrsto let. Ne, Valikon. Valikon. Do poplav smo bili 5 let, mislim, da smo bili tam na lestvici, smo bili na drugem mestu z intervalom zaupanja, mislim, da tam okrog 60%, pomeni, da 60% ljudi nas postavlja na prvo mesto. No, zdaj smo na prvem mestu, zdaj smo prehiteli tudi mala in srednja podjetja, ampak tu je ne zato, ker tam piše civilna zaščita, ampak zato, ker vidim, da ljudje zaupajo tej inštituciji in da opravičujemo, bom rekel, tisto naše poslanstvo. Dobro,
velik, verjetno sem jaz eden od tistih, ki veliko k temu prinese, pa tudi vsi ostali, ampak tu je en tak, bom rekel, zame ampak ena taka spodbuda za naprej in jaz verjamem, da bomo še dolgo let, razen če nam nekateri ne bodo tega zrušili, kar rušijo že leta, ampak smo trdoživi. Najlepša hvala za vprašanje oziroma tudi pobudo. In še gospa, da vas ne bomo izpustili tako, glede na to, da ste že prej dvignili, pa da smo vas kar prehiteli z drugimi vprašanji, povejte. Prej je bilo povezano s to mednarodno pomočjo, ne vem, da nam Hrvati pomagajo, pridejo pomagati gasiti ali pa Italijani. A je to samo dobra praksa ali je to pogodbe, dogovori? Ne, mi imamo z vsemi sosedi bilateralne sporazume na tem področju. S Italijani kot državo smo ga sklenili najpozneje. 20 let Rim niti čut ni hotel v tem. Smo imeli pa tehnični dogovor, kar je tudi zelo dobra stvar, z Furlanijo in Julijsko krajino. Furlanija je pa tako ali tako meji na celo našo mejo. Tako da tukaj nimamo težav. Samo Hrvati, Mađari, z Avstrijci, s vsemi imamo bilateralne. Drugi inštrument je pa mehanizem civilne zaščite Evropske unije. To je mehanizem, ki funkcionira, v začetku jaz pa veliko nas je bilo skeptičnih, kako bo to funkcioniralo, ampak zdaj funkcionira v nulo. Seveda traja postopek mičkeno dlje, kot je pri bilaterali, ker pri bilaterali je telefon, pa Giuseppe, ali pa muni tam poveljnik hrvaške gasilcev, ker sem s njim, s Tucakovičem, vsak dan bil na vezi na Krasu, je rekel, kakor bom imel frajti, bom poslal Kanaderja, ki oni so imeli tudi težave. No, to je malo bolj hitro. Medtem ko ta mehanizem, ki pa deluje preko ene aplikacije, ki jo imenujemo CECIS, kamor država izrazi potrebo, potem pa države ponujajo. In potem država, ki izrazi potrebo, reče, to vzamem, to ne vzamem, ker ni nujno, da je vse tako, kot bi ti želel. No? In potem, mi smo tudi zavrnili, recimo, zdaj pri požarih, ne vem, od kje, iz Romunije ali tam nekaj, ali Bolgarije, eno zmogljivost, ker ni šla v kontekst. No? In potem ERCC je ta center, ki usklajuje v Bruslju, potem v tej državi. In tu traja seveda 2-3 dan, recimo. Medtem ko ta bilaterala, nikoli ne pozabil Žleda, mi smo imeli drugi dan agregate iz Avstrije tukaj. Drugi dan. In tu ne ta male agregate, velike agregate, z ljudmi. In še ena stvar, tam, da tiste, ne vem, kako je gasilc, ki govorimo o bonitetah gasilcev. Mi smo gospodje, mi gasilci tle pri nas, resnično, tudi prostovoljci. Avstrijci so vzeli dopust, da so prišli sem pomagati. Potem so jih peljali domov, odnosno so pripeljali naslednjo rundo, da niso porabili vsega svojega dopusta, pa so drugi prišli z dopustom, svojim dopustom, nam pomagati. Mi, država Slovenija, vse to plača. Refundacija osebnega dohodka se to kliče. Vse to plača. Tako da imamo veliko stvari rešenih, marsikaj se pa še da. Jaz mislim, da je še veliko za narediti za delodajalca. Ne razumete, kaj ćem povedati? Delodajalec, recimo, ki ima zaposlenih 5 gasilcev, ali pa ne vem, zakaj ne bi imel premijo požarno 5% nižjo? Sem se zmislil zdaj. Ali pa kaj drugo. Ali pa ne vem, koga drugega reševalca, se ni sam gasilc, no. Mi imamo na Gorenskem, recimo, ker je večina nesreč v gorah, se zgodi na Gorenskem, mi imamo tam 7 reševalcev, še več, postaj reševalnih, ki ima tudi tam enih 300, 400 gorskih reševalcev, ki gredo vsako uro dneva, kadar je treba iti. In to so ljudje, ki so zaposleni, večina njih. In zdaj imamo take firme, ki imajo po 3, 4, 5 zaposlenih, si zamislite, eden gre, lahko je ključen človek tam pri stroju. V tem smislu, no. Ampak jaz, veliko je narejenega, no, in pa še bo kaj. Veliko je narejen zaradi zavarovanja. Tudi, zdaj imamo, sem prej omenil, požarni sklad. Zdaj smo, požarni sklad se je dvignil ta na 9%, zdaj zavarovanje se splačujejo, s tem, da je 4% namenjeno za zavarovanja, ta, bom rekel, za gasilce, pa tudi ostale bo verjetno. Zdaj je pravilnik v delu, tako da bo stvar letos bo. Ne bom rekel jutri, ampak letos bo.
Najlepša hvala za vse vprašanja. Hvala tudi vam, gospod Šestan. Za konec pa vam dajem priložnost, da zaključite, se pravi, tole druženje in poveste našim obiskovalcem, kaj bi jim radi povedali, oziroma če se nismo dotaknila o vprašanjih, tako da imate proste roke, oziroma kako se reče. Jaz mislim, da sem zadosti govoril. Če ste želeli, ste imeli priliko še kaj vprašati. Glejte, jaz bom tako rekel, da verjamem, da bom jaz in tudi vsi tisti, ki so, jaz rečem moji, čeprav niso osebno moji, ampak pod mano, pod mojo ingerenco, da se bomo še naprej trudili, da bo odziv primeren. Seveda, tisti del prej pa nažalost ni v naši pristojnosti ali pa ni samo v naši pristojnosti. Na nekatere stvari lahko vplivamo, na nekatere ne moremo, da bo ta odziv pa verjamem, da ga bomo še izboljšali, tudi zato, da ga bomo prilagodili tem razmeram, ki se pojavljajo. No, prej sem omenil, ali pa zdaj sem že malo začel mešati, ker sem bil prej na fakulteti za socialno delo, pa sem imel eno predstavitev. Mi ugotavljamo tudi zdaj, pa nismo še analize delali, ker ko sem prej rekel, ni še poročilo, da imamo, mi smo koncipirali seveda zdaj ta odziv in vse na klasične poplave, bom tako rekel. Tukaj se zdaj dogaja, pa niso klasične poplave. In je treba najti, ampak bo težko, verjemite, ukrepe, ki bi kaj pomagali pri tem vrsti. Ki tu je tako hitro, tukaj vreča ne pomaga, tukaj marsikatera stvar sploh ne pomaga. No, tako da bo treba iskati in verjamem, da bomo najdli nekaj takih ukrepov, ki bodo pripomogli k temu, da bodo posledice manjše. Največji ukrep je pa tudi pri poplavah na koncu preventiva. Pomeni gradnja na območjih, ki niso poplavno ogrožena in tako naprej. Tega smo pa se nismo zavedali 100 let ali pa še več. Ali pa smo celo se zavedali, pa smo gradili vseeno. Imamo primer, ko je pristojni minister osebno podpisal soglasje za termalno Laško. Zdaj plava vsako leto. Pa bil je Nazarje isto. Ni isto, podobno. Ja, res, točno vemo, da termalna Laško je na tistem ovinku. Konec, ne more biti drugače. Pa tu ni treba, da je ekstrem. Podpisali so soglasje, pisal, politično. In kaj? Zdaj pa bo treba, ne vem, kakšne ukrepe na Savinji, da ne bo termalna Laško poplavljena. Si zamislite. Tako je. Nekaterih odločitev nikoli ne bomo razumeli in niti jih nekako rešili, oziroma upamo, da se bodo rešile, čeprav vprašanje, kdaj in kako. Najlepša hvala, gospod Šestan, da ste si v svojem pestrem urniku vzeli čas, seveda za tale pogovor, da ste prišli. Želimo vam, da bo vaše leto 2024 res srečno in da ne bo, se pravi, po ognju in po vodi sledilo še kaj dodatnega in da bo letošnje leto pa zares tisto mirno, ko boste lahko seveda v miru preživeli tudi dopust in želimo vam seveda tudi vse dobro, naj vam zdravje dobro služi in tudi kakšen dodaten košček čokolade danes večer. Jaz želim vsem vam in vsem ostalim, ker tu velja za vse, verjemte. Zdravje pa tudi to, da nas ne bi stalno nekaj ozgore strašno. Tu je, ampak pač, življenje je tako. Ne smemo obupati. Tako.